kaj bi dala, da bi malo zbolela, pa da bi šla malo na bolniško. In takrat sem fejst zbolela, tako da sem dobesedno potem obležala. Po moje sem bila tudi v kar hudi depresiji. Sem signale že prej dobivala, izgorelosti, ampak jih nisem slišala, nisem videla, nisem zaznala. Kaj so bili signali? Nora utrujenost. Mi je srce večkrat podivjalo in takrat sem prvič zaznala, da v bistvu imam neke organe v sebi, ne. Če je on, zakaj ne bi pol jaz? Pa ni vrag, da ne obstaja en Slovenec, ko tudi kaj takega počne. In pač lega zlomka, evo ga Aleksandra, no, se mi začneš pojavljati ti, Mastermind Akademija, NLP delavnice. Ni dovolj, da veste. Veste takrat dovolj, ko to dejansko živite. Tako je. Mi, ali starši, ali pedagogi, ne vzgajamo z besedami, ampak vzgajamo s tem, kdo smo mi. Danes je z nami Janja Kelhar, več kot 20 let vzgojiteljica, tudi sama mama in nekdo, ki verjame, da starši in pedagogi potrebujejo delo na sebi. Janja, dobrodošla. Hvala, Aleksander, za povabilo. Zakaj meniš, da je tako pomembno delo na sebi za starše in za pedagoge? Ker sem sama dala to čez na svoji lastni koži in vem, kako drugače greš čez vse te izzive, ki ti jih vzgoja nastavlja na tej poti. Tako kot staršu, ko vzgajaš svoje otroke, svoje lastne otroke, in pa tudi kot pedagog, ko imaš veliko več ne svojih oziroma službenih otrok in se veliko lažje soočaš z samimi izzivi. Več kot 20 let si bila vzgojiteljica v vrtcu. Kako se je spremenilo tvoje delo v tem obdobju? Če pogledam nazaj, ko sem začela in danes, je kar velika razlika, ja. V večjih pogledih, tako v nekih potrebah oziroma zahtevah otrok, tudi staršev in pa tudi samega sistema. Zdaj, v vsem tem tempu, ki ga živimo, v tem, lahko rečem, hitrem, norem svetu tehnologije in vsega, ja, so tudi naše potrebe postale večje, tempo je hitrejši, in temu se prilagajajo tudi pač te zahteve in potrebe otrok, kar se vidi recimo pri slabši koncentraciji. Včasih so otroci veliko lažje sledili, ne vem, kakim dejavnostim, kot so recimo pravljice, bolj lažje so se vživeli v njih. Danes je to veliko težje. Veliko težje jim je držati nek fokus, zaradi vseh teh tehnologij, ki jih imajo na voljo. Potem recimo vidi se tudi razlika pri tem, da imajo otroci posledično slabše razvit govorni sistem, no. In posledično se vidi to tudi na obnašanju. Veliko je več konfliktnih situacij. Pa ne rečem, da jih prej ni bilo, ampak recimo, ko malo bolj opazuješ otroke, točno vidiš, da ko otrok ni dosti močen na jezikovnem področju, da ne zna izražati svojih potreb na drugačen način, kot to fizično naredi, ne. Kje se še pozna ta razlika, je v tem, da so tudi vedno večja pričakovanja in pa zahteve staršev
do učiteljev, vzgojiteljev, več je te kontrole, in pa veliko bolj so občutljivi. Ne, veliko več je teh zahtev po nekem individualnem pristopu do posameznega otroka, kar je pa v današnjem pač delu z tolikimi otroki v skupini ali pa razredu nemogoče. Potem je tudi razlika v tem, da sistem vedno več nalaga birokracije učiteljem in vzgojiteljem. Tako sem se včasih znala pošaliti, da bi rabila osebno tajnico, da bi se jaz lažje fokusirala na samo delo z otroki. Torej, delo vzgojiteljice se je kar bistveno spremenilo, tako kot te poslušam, ne? Kaj so največje plusi po tvoje in kaj so pa mogoče ne tako dobre stvari, ki si ti zaznavala? Ne vem, če je kje kak poklic, ko prideš zjutraj v službo in da se te tako res pristno nekdo razveseli, ko te vidi. To je, ne vem, mogoče doma, kdo ima hišnega ljubljenčka, je to ta res pristno veselje, no. To kar pogrešam, no, ker res ti otroci znajo pokazati, da so te res veseli, da te vidijo, so taki iskreni, res direktni, no. Včasih ti mogoče tudi ni prav, pa ti dajo za misliti, ampak ja, ta njihova iskrivost, iskrenost, to, kar znajo oni pokazati. Zdaj, kaj je pa minus? Mogoče vse to, kar sva zdaj naštela, ne? Torej, vsa ta birokracija, si rekla, ne? Vse to, kar si zdaj omenila, ne? Bi še kaj dodala k temu? Mislim, da je to kar velik del minusa. Ja, mogoče to. Vsak otrok prinese neko svojo dinamiko. Svoj vzgojne prijeme od doma, svojo energijo in z vsem tem moraš ti kot vzgojitelj, kot učitelj se spopadati in nekako manevrirati v tem prostoru. Tako da je za vse prav, ne. Moraš biti kar mojster, da res poskrbiš, da je v razredu ali pa v skupini za vse nekako pravično in enako poskrbljeno, da se vsi dobro počutijo in da si fer do vsakega. Da ne delaš tule razlik, ne. Ampak to vse ti pa prinesejo pač izkušnje, delovne izkušnje. Ko prideš iz faksa na delo, vidiš, da teorija ni isto kot praksa potem, ne. Tako da šele takrat vidiš, da nimaš pojma. Ja, ko prideš s faksa v razred, se začneš šele učiti pol. Ja. Izkušnje te oblikujejo. Dobrega vzgojitelja, učitelja bi rekla, da ne naredi fakulteta, ampak delovne izkušnje, pa delo na sebi. Skozi delavnice prihajajo k meni starši, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Zagotovo si tudi ti v karieri imela izkušnje, kako so v vrtec prišli otroci, ki potrebujejo nekoliko drugačno pozornost. Kaj si se tukaj naučila in kako jim lahko pomagaš? Te otroci, ki res potrebujejo neko posebno našo pozornost, jaz temu rečem, te naučijo največ, tudi o sebi. Zdaj, kar je dobro, da so integrirani v skupine, v razrede, ampak s tem pa je težje naše delo, ne. Ker nismo toliko podkovani
v delu z njimi. To so razne specifike otrok, kot je avtizem, selektivni motizem, kaki ADHD variante, ne, in podobno. In recimo tega na fakulteti vsaj 20 plus let nazaj, ko sem jaz hodila na fakulteto, tega nismo imeli. Mogoče smo se samo tako malo dotaknili, da to nekako obstaja. In potem, ko dobiš takega otroka v skupino, si v bistvu vržen dobesedno v vodo in se z njim skupaj učiš in rasteš z njim, ne. Kot primer bi lahko izpostavila mogoče enega otroka, ki je bil avtist. Imel je Aspergerjev sindrom. V bistvu je to intelektualno malo višji otrok, ima neka zelo močna področja. To socialno področje ima pa zelo šibko ponavadi, kar je pa za same odnose in za to dinamiko razreda ali pa skupine pa res ključnega pomena. In v stik s takim otrokom sem jaz prišla, še predno je prišel k meni v skupino. Eno leto pred tem sem vmes jaz delala tudi kot izvajalka dodatne strokovne pomoči, to je delo 1 na 1. In takrat sem jaz prihajala po tega otroka v skupino in ta otrok je bil res tako, res srčen, komaj je čakal, da pridem jaz po njega, da ga vzamem ven iz skupine, res velikokrat me je čakal že na vratih, prilepljen na steklo, dobesedno. In res je lepo bilo z njim delati, no. Zelo dober je bil na jezikovnem področju. In potem naslednje leto, ko sem spet šla v skupino kot vzgojiteljica, sem tega otroka dobila v skupino. In sem se ga res veselila. Ko je prišel v skupino s 24 otroki oziroma 23 plus on, sem pa videla, kaj to pomeni. Da je otrok toliko drugačen, kako je tudi njemu bilo težko, ne. Sistem poskrbi nekako za te otroke, da jih integrira v redne skupine, ampak ne poskrbi pa za to, da bi recimo olajšal delo vzgojiteljem na ta način, da bi recimo, ne vem, normativ bil znižan, ne. Zdaj ti otroci so res zelo občutljivi na zvoke, na vsak dražljaj in ta otrok je bil zelo nemiren v skupini. Ker je imel tudi težave na socializacijskem področju, je bil zelo velikokrat konflikten. In tule je velikokrat prihajalo do slabe volje. Otroci so se pritoževali nad njegovim vedenjem, posledično potem so bili pritiski tudi od staršev na mene, ne. Tako da sem imela kar izzive. Je pa bilo to tisto obdobje, ko sem tudi sama začela kar dosti intenzivno delati na sebi. Tako da sva šla s tem otrokom tako vzporedno. Sva se učila eden od drugega in eden za drugega, ne. On še ni imel postavljene diagnoze in zato se mu tudi ni moglo dodeliti nekega spremljevalca. Tako da smo bile za vse jaz, moja sodelavka in pa 24 otrok. In velikokrat je bilo tisto, ko res ostaneš tako majhen sredi skupine, ko res ne veš več kaj, kako, kam in ja, takrat sem res intenzivno iskala tudi rešitve zase
in hkrati tudi za njega. In to je bilo res težko obdobje, ampak ko pogledam nazaj, res zelo lepo obdobje. Zelo tako sodelovalno tudi s starši tega otroka. Čeprav ti je tudi hudo, ko gledaš starše, kako grejo skozi neke take zgodbe, težke, ko se mora starš soočiti, da je njegov otrok poseben, ker vsak starš, ko dobi otroka na svet, si želi vse najboljše za svojega otroka in ima neke iluzije, kaj in kako bo in kakšen bo njegov otrok. Ta mamica je že sama čutila, da je njen otrok poseben, ampak še vedno si zatiskaš oči. Do zadnjega. Do zadnjega, ko vidiš, da več ne gre. In tudi tem staršem sem zelo hvaležna za to, da smo skupaj šli čez to, da smo, in tle vidiš to moč sodelovanja med učiteljem, vzgojiteljem in pa starši. In če je to res močna vez, se potem pozna tudi na otroku. In na to obdobje sem res ponosna, ker takrat, ko sem videla, kako je staršem hudo, in ko so oni meni zaupali do te mere, da so se mi res tisto brutalno odprli, ko sem jim tudi pomagala na ta način, da jih ne obsojaš, ampak da jim pomagaš, kako lažje je potem vse to tudi za, ne, predvsem za otroka. Kot vzgojitelj moraš nekako balansirati med tem, da povezuješ vse te člene, ne. Tudi moji sodelavki, tudi spremljevalki je velikokrat bilo težko. In ko vidiš, da bi najraje obupal kdaj, pa kot vzgojitelj ne smeš pustiti tega, ne. In tako, ta otrok nas je velikokrat nasmejal potem, tako tisto zadnje leto, ko je potem odhajal v šolo, mi je bilo res prav hudo, da gre, a hkrati sem bila ponosna na njega, v kakega otroka je zrastel. Še vedno imam stik s starši, še vedno povejo, no, tudi kako so hvaležni za tisto obdobje, ko je šel pač čez vse to. Ja, tako da to so taki lepi in hkrati tudi težki momenti, no. In tule je tudi pomembno, kako v takih težkih trenutkih vzgojitelj ali pa učitelj predstavi takega otroka skupini. Ker ta otrok je res bil na momente izredno konflikten do drugih otrok. In tule sta dva scenarija. Če ti otroka vidiš kot problem, ga tako vidijo tudi ostali vrstniki kot problem. Če pa ti kot vzgojitelj, učitelj vidiš otroka kot nekoga, ki mu je treba pomagati, in pa neko sočutje do takega otroka, ga tako jemljejo tudi vrstniki njegovi. In res tule ta deček ni bil nikoli nesprejet od vrstnikov, pa bi lahko bil drug scenarij, da bi bil, ker je bil res konflikten v določenih obdobjih, ampak tega nikoli nisem pustila. Pa ne samo pri tem dečku, tudi pri ostalih otrocih, ki so bili kakorkoli posebni, so imeli kake posebne zahteve, tako da vedno mi je bilo to izredno pomembno, da skupina funkcionira kot nekaka družina, ne, in tudi ta odnos vzgojitelja in pa pomočnika oziroma sodelavca
ali pa tretje osebe kot spremljevalca, v skupini je v bistvu to je kot nek partnerski odnos, ne. Tule res je treba dihati kot eno, sodelovati, si ne hoditi v zelje oziroma kontrirati, recimo pri postavljanju mej. Isto kot doma. Če mama reče eno, je prav, da oče stoji za tem, kar mama reče, in obratno, ne, in tule je isto. Ne. Če sem jaz postavila neko mejo oziroma pravilo, mi nikoli sodelavka ni kontrirala, pač to so dogovori itak že prej, ali pa obratno, no. Tako da to se mi tudi zdi izrednega pomena, no. Ta sodelovalnost, to vzdušje v skupini, ko so momenti, ko je težko, ampak da smo odrasli, da prideš z veseljem v službo, da se veseliš, pač sodelavka je sodelavca. Ne. Bravo. Kaj misliš, da so stvari, ki jih starši, ki imajo otroka s posebnimi potrebami, najbolj potrebujejo? Razumevanje. Razumevanje. To, da ga razumeš, da čuti, da mu želiš pomagati, da delamo vsi za dobro takega otroka. Predvsem to. Kaj je tvoj nasvet staršem, ki imajo neko diagnozo, ki so jo dobili, kako naj ravnajo s svojim otrokom? To so taki zelo težki momenti. Prvo je to, da se čim prej sprijazniš, da pač je otrok poseben, da zaupaš v sistem, da zaupaš učitelju, vzgojitelju, da skupaj sodelujeta v najboljše možno dobro za tega otroka, no. Pač ta vzajemno sodelovanje. Delo, ki si ga opravljala kar nekaj časa, je bilo zahtevno na trenutke in te je potem pripeljalo tudi do izgorelosti in pozneje do bolezni. Kako si se na to odzvala? Ne vem, če bi glih rekla, da je samo delo bilo krivo za to mojo izgorelost. Ne morem reči. Ker mi nikoli ni bilo tako težko tega početi. To sem vedno rada počela. To mi je bil tisti čas izziv. Bila sem kar tako na momente pred izgorelostjo, ne, dosti storilnostna vzgojiteljica. To pomeni akcija na polno, to pa ono pa tam otroke, pa to, da čim več doživijo in da jim čim več daš in ponudiš. Tako zdaj na koncu pa mi je vedno bolj pomenilo to, da smo vsi okej. To se pravi, da so ti odnosi v redu, ne, da se vsi dobro počutimo, da ni tega hitenja, da ni tega drvenja. Zdaj vsaka generacija je malo drugačna prišla, ne. In ne morem reči, da ko eno generacijo otroku daš v šolo, da boš po istem nekako konceptu delal z novo generacijo naprej. Ker nova generacija ti prinese nove izzive, nove potrebe in pač to delo prilagodiš njim, ne. Tako da se za vsako generacijo otrok, ki jo imaš, se na novo pač učiš, no. Ne vem zdaj, če sem odgovorila na vprašanje. Ne, vprašanje je tudi bolj, kako je bila potem ta izgorelost in bolezen, me zanima. To ja. Kako si to doživljala in kaj si se potem od tega naučila ali pa spremenila? Izgorelost ne pride čez noč, ne. Tako da to je nekako stopnjevanje, ne. Sem signale že prej dobivala,
izgorelosti, ampak jih nisem slišala, nisem videla, nisem zaznala. Čeprav so me drugi opozarjali na to, ko so me spremljali, ko so me videli, kaj vse, kje vse. In pač jih nisem jemala resno. Kaj so bili signali? Nora utrujenost. Jaz v bistvu rečem, hvala Bogu, da sem imela jaz tako dinamično delo kot takrat, kot sem ga imela, ker drugače jaz ne vem, kako bi v tistem obdobju zdržala to. Ko pa ti delaš z otroki, pač ne moreš biti down, ne. In otroci te vlečejo ven. Ti si vedno vso energijo, vse daš njim, vse pustiš tam. Tako da, ko sem prišla iz službe domov, če sem imela kak moment sama, sem bila čist užeta, ne, lahko temu rečem. Ko so prišli moji otroci domov, sem se potem spet vso energijo njim posvetila. V tistem obdobju sva tudi s partnerjem odpirala še eno podjetje. Veliko sva sama vlagala, sama delala, tako da sem v bistvu jaz bolj prevzela ta družinski del, on je pač sam svoj mojster bil na objektu. Tako da me je to tudi dosti potem izčrpavalo, ker si sam za vse. In ko se je bližal večer, jaz nisem 5 minut zdržala, da bi pogledala, ne vem, TV ali pa kakorkoli, ne. Sem se počutila na momente kot en penzionist. Zdaj, mi imamo zelo aktivne penzioniste. Dobro, ne mislim. Saj vemo, kaj mislim s tem. V glavnem, to potem imela sem velikokrat, sem opazila aritmije, ko sem se umirila. Tako mi je srce večkrat podivjalo in takrat sem prvič zaznala, da v bistvu imam neke organe v sebi, ne. Srce. Ja, srce. Zelo sem se jemala kot samoumevna. Pač samo telo, mašina, ki dere čez vse. Poleg tega sem zelo velik perfekcionist in to sem takrat jemala kot za dobro, ne. Zato, ker sem vedela, da vsega, kar se bom lotila oziroma kar vzamem, da se maksimalno potrudiš za to in res daš vse od sebe. Tako da zdaj, ko gledam nazaj in čez vse to, kar sem šla, vem, da se s tem ni za hvaliti, da si perfekcionist, ne. In ja, še vedno sem, ampak se res zavestno velikokrat ustavim in si rečem, kam je tega treba, ne, ni ti treba. Tako da, ja, vse je moglo biti perfekt. Zdaj mora tudi biti, no, ampak se znam ustaviti, pa tudi, če ni, si rečem, glej, pač ni. Ne. Me ne boli. Včasih je bil pa moment, ko zvečer, ne vem, če sem šla spat, pa sem se spomnila, da imam kaj v koritu v kuhinji, sem šla pospravljati. Ne, pač tega ni. Torej zdaj lahko greš spat tudi, če je kaj v koritu. Ja. Ne preveč. Ne preveč, ampak ja, grem. Grem, spustim, ampak ja, pač tak si in pač, če se tega zavedaš, greš zavestno v to. Tako da ja, ta izgorelost, pa tudi to, no, takrat, jaz sem bila non-stop utrujena. Ne vem, lahko bi spala, ne vem, če sem spala 8-10 ur, sem se vstala, jaz bi lahko šla še za 12 ur spat, pa ne bi imela dovolj, ne. Vse to so bili neki znaki, s tem, da tudi misli, zdaj se zavedam, kako moč imajo naše misli na to, kar ti kreiraš okrog sebe. In takrat, ko pogledam
v tistem obdobju sem imela tudi take ljudi okrog sebe, ko so skozi neki nergali, skozi neki, ne, in tudi to me je dosti izčrpavalo. Ampak očitno si tak z svojo energijo pritegneš take ljudi tudi na sebe. To se zelo lepo vidi tudi, ko opazuješ skupino otrok, kako en brez druga ne morejo, ne. Pa kdaj kak starš ti reče: "Pa dajte jih malo narazen, pa to, nočem, da sta skozi v konfliktu, ne." Narazen jih ti lahko daš fizično samo, pri kosilu, pri malici oziroma pri zajtrku, ne, ko pa potekajo neke aktivnosti, pa so ko magneti skupaj, ne, tako da je nemogoče. Tako da to se lepo ta dinamika energij vidi tudi pri otrocih, no, in isto mi, odrasli pač, s tem pritegnemo to, no. In to so bili vse signali, ki jih prej nisem videla, nakar, če prej ne zaznaš teh signalov, te pol kresne orenk. Tako da sem potem še zbolela. V bistvu sem si mogoče to tudi malo sama zmanifestirala, ker je bilo tisto obdobje res mi vsega, bi rekla, too much. In sem si večkrat rekla, kaj bi dala, da bi malo zbolela, pa da bi lahko šla malo na bolniško. To si govorila. Ja, Mislim, to pa je res. manifestacija in ja. Mislim, če sam dava nek podnapis, tega ne početi. Ne. Včasih rečejo pri kakšnih točkah, ne, akrobatskih, ne, pa tam cirkusanti rečejo, tega ne počnite doma. In deva sam to reči, ker to je pomembno, Ja. tega ne govorite doma. Tega si ne govorite. Tako, ali pa si mislite. Ja. Ampak vidim, kako močna manifestacija je to bila. Mislim, lahko bi že zaradi tega jaz šla v bolniško za kak teden, pa bi si vzela čas, ampak sem imela tako odgovornost, tako slabo vest do sodelavke, da jo pustim samo, in kako bo zdaj to brez mene funkcioniralo, kaj bojo počeli, ona bo velikokrat, pač pri našem delu je tudi kadrovska stiska in potem, če ene osebe v oddelku ni, si sam. In sam z polno skupino je res težko. In ko ti veš, kako je delati cel dan sam za tako skupino, sem velikokrat pomislila, joj, ne morem še zdaj, saj bo boljše, saj pridejo počitnice, pa bo pol malo lažje, ne, pa bom prišla k sebi, ampak teh počitnic ni nikoli bilo. Saj so počitnice. Ja, tako da v bistvu, ja, sem potem si na momente velikokrat sama pri sebi želela, da bi, ko bi vsaj malo zbolela, in da bi lahko šla na bolniško. In takrat sem fejst zbolela, tako da sem dobesedno potem obležala, ampak ne toliko zaradi te bolezni, ampak to me je pač potisnilo v to, da sem se ustavila, ampak v bistvu sem tukaj izgorela, da sem rabila prav reset, tako da sem takrat bila kar pol leta odsotna z dela. In takrat mi potem več ni bilo pomembno, kaj bojo delali brez mene, kako bo sodelavka, kako bojo otroci, ampak takrat sem bila pomembna sam jaz, da sebe rešim ven, ne. In ko tako pogledam nazaj, vidim, da pa čeprav takrat nisem tega tako jemala in hvala Bogu, da ne, po moje sem bila tudi v kar hudi depresiji. Kaj je bila diagnoza? Te bolezni? Kronično vnetje debelega črevesja. Kako si to potem začela spreminjati? Najprej z vidika razmišljanja, kako si se pozdravila? Večina, no. Greš čez vse te faze, ne. Prvo vloga žrtve itak, zakaj jaz,
ne, kaj sem kom naredila, saj nisem žleht, nisem hudobna, nobenem nisem hotela nič, zakaj glih jaz. Pač taka vprašanja ti porajajo čez glavo, ne. Potem v neki fazi začneš kriviti vse okrog sebe, da se ti je to zgodilo, ne. Potem pa, ko prideš do točke, da veš, da si za vse kriv sam, takrat se pa začne ta pot dela na sebi. In vedela sem, da obstaja nekaj več. In nisem vedela, kaj več. In to me je gnalo naprej, to vprašanje, zakaj se je to meni zgodilo. Kar je v bistvu slabo vprašanje. Ja. Ampak vedela sem, da nekaj obstaja, ampak vedno so me pa, mislim, pol, ko sem začela to malo bolj raziskovati, sem začela tudi brati, ker od fakultete razen nekih pravljic potem nisem kaj dosti imela knjige v roki. V bistvu je bil moj izgovor, pač nimam časa, ne. Pač to je izguba časa, ker sem bila dosti v akciji skozi, sem mogla biti v akciji, pri meni ni bilo tega izležavanja na kavču in branja knjig in podobno. Tako da, ja, skozi knjige, ampak potem prek kakih oddaj in to, in vedno so me fascinirale zgodbe ljudi, ki so se iz ful hudih nekih diagnoz v bistvu na novo prerodili in podobno. In sem si vedno rekla, če je on, zakaj ne bi pol jaz? Dobro vprašanje, to pa je dobro vprašanje. Ne? Če njemu uspelo, lahko Ja, tudi meni. Ne? tako. Ja. In potem sem si rekla, okej, mislim, gene imam dobre, noben v družini ni nek bolnik ali karkoli, tudi starši ne in tako. In zakaj jaz? Očitno nekaj ni v redu, ne delam nekaj prav. In potem sem šla jaz na to pot odkrivanja sebe. Skozi knjige, ampak sam skozi knjige potem kmalu prideš do ugotovitve, da, tako kot sem že prej na začetku rekla, ne, da teorija ni praksa, ne. In velikokrat tudi, ne vem, ko predavam ali pa tako, slišim ali starše ali pa vzgojitelje, da rečejo, ja, saj jaz to itak že vse vem, pa ne. In vedno rečem, ja, vem, da veš, ampak to živiš, Bravo. ne. To je ena pomembna točka, ki bi rad, da mogoče izpostavlja za vse, ki naj jo gledajo, poslušajo. Ni dovolj, da veste, ker dejansko jaz dostikrat ponavljam ene in iste stvari, ljudje še zmeraj ne slišijo, ne naredijo spremembe, ker veste takrat dovolj, ko to dejansko živite. Tako je, Ko ni samo teorija, temveč tudi praksa. tako je. Ampak vseeno je prav, da imaš teorijo. Ker rabila sem določene knjige in vidim tudi, kako sem začela raziskovati, ne. Pa s kakšnimi knjigami sem začela, pa kje sem zdaj, s kakšnimi vsebinami sem začela in kakšne vsebine so zdaj. In vsaka knjiga te pelje pač na neki višji nivo in pač teorijo vseeno rabiš ti na tej poti, ne. Da vseeno ozavestiš, da se zavedaš, kako kot človek funkcioniraš, da nisi samo telo in da nisi samoumeven, ne. Da je nekaj več v nas kot samo telo. In potem sem začela malo tudi preko različnih medijev, teh kanalov, Facebooka, odkrivati pač raznorazne, ne, in zdaj vidim tudi, koliko te algoritmi delajo, ne, to, kar gledaš, to ti ven meče, ne. Nenehno. Ja, tako da v bistvu sem nekako potem prišla na tej poti do Tonija Robbinsa,
To je en Američan, tvoj prijatelj, ne? Na prijatelj ne, moj mentor. Dober, tvoj mentor. Ja. Ja, in me je potegnil s to njegovo energijo in z vsem tem njegovim znanjem, da mi je postal zelo tak atraktiven, ne. Ampak za ta naš slovenski svet, ne, preveč intenziven na momente. In potem sem si rekla, pa ni vrag, da ne obstaja en Slovenec, ko tudi kaj takega počne. In pač glej ga zlomka, evo ga Aleksandra, no, se mi začneš pojavljati pač ti, Mastermind akademija, NLP delavnice. Prvo sem te začela spremljati pač preko teh brezplačnih delavnic. In ja, itak, da si me takoj prepričal, no, tako da v bistvu sem na to pot in tle sem pristala pač zaradi svoje lastne potrebe po osebni rasti. Najprej sem šla na NLP delavnice k tebi in takrat sem videla, da mi tudi ta tvoj sistem, ki je res zelo podoben Tonijevem sistemu, ampak veliko bolj nam domač, slovenski. Ja, tako da mi je že ta tvoj način tega podajanja snovi, kako imaš strukturirane te module, vso gradivo, jaz sem bolj tak sistematičen, no, in tudi te tvoje vsebine so take res sistematično urejene, no. In pa potem tudi to, da smo v živo potem lahko se en z drugim povezovali, vadili. Potem spoznaš tudi zgodbe ostalih ljudi in pol si rečeš, saj ni tako hudo, ne. Je lahko še veliko slabše, ne, čeprav pač ne privoščiš nobenemu, ampak vidiš, da ja, vseeno se da. Se da in tako res tam maske padejo pri tebi, no. Tam ni pomembno, kdo si, kaj si, ampak pri tebi smo vsi eno. V tem kontekstu, da ni pomembno, ali imaš odspredaj DR, ali si pa čisto z osnovnošolsko izobrazbo, ne. Vsi smo ljudje, vsi imamo svoje izzive, tako da res sem se nekako tule pač pri tebi našla, no, tako da. Kaj so bile neke spremembe, ki si jih opazila po delavnicah? To je tudi cel proces, ne. Tule pri tebi sem oziroma na tej poti sem že kar nekaj let, ne. Tako da po vsaki delavnici, po vsakem takem izobraževanju sem zrastla. V sebi. V sebi not. Lažje grem čez določene izzive. Sponzor tega podcasta je Mastermind akademija. Vabljeni, da delite, všečkate, komentirate to vsebino in nam s tem pomagate, da se dotaknemo še večjega števila ljudi. Največji moment je pa ta, da vidiš, kako moč imaš sam nad sabo, s svojimi mislimi, no, in na tem tudi ful delam tako dnevno. Ker sem kar dosti v glavi jaz. Znam mleti. Vsak človek je Ja, na trenutke v glavi. ja, jaz znam kar dosti tako mleti in ko mi je hudo, pač ko greš čez neke izzive, se hitreje pa lažje vržeš iz te cone smiljenja oziroma žrtve. Bravo. 20 let in več izkušenj v sistemu in potem sprejmeš odločitev, da greš ven iz tega sistema na svojo podjetniško pot. To je pogumna odločitev, čestitam zanjo.
Kaj je bil ključen razlog, da si to naredila? Ta želja potem je zorela že kar nekaj časa v meni. Ampak vedno bolj pa sem čutila v sebi to željo, da želim neke nove izzive. Da nisem več čutila neke rasti na tem delovnem mestu, kjer pač sem bila. Čutila sem, da sem zmožna dati še več. Tako da sem se, ja, že potihem spogledovala s to željo. Nekako se nisem videla na dolgi rok več, ali pa rečem lahko do penzije na tem delovnem mestu, ne. Zdaj eni pravijo, da vsakih 10 let bi mogel menjati službo, ne. Tako da jaz sem še dolgo bila v tem. Potemtakem prav moment pa je bil pač en sprožilec na moje vrednote, zakaj sem res čez noč rekla: "Jaz grem." In to je moja top vrednota v tem sistemu, kjer sem bila. Tako da je tako močno to pritisnilo, da sem se čez noč potem odločila, da grem na svojo pot, oziroma ta dogodek sem vzela kot neki signal, da očitno moram poslušati sebe, da ne bo prepozno, ker če tega triggerja ne bi bilo, danes bi bila še vedno v sistemu, ker me je vseeno ta socialna in finančna varnost tako nazaj držala, da sem očitno rabila en tak oreng sprožilec. Kaj je bila ta tvoja top vrednota? Komunikacija. Komunikacija. Kako pomembna ti je ta vrednota tebi? Zelo, ampak še sploh v tem sistemu, ko delamo z otroki, kot pedagogi, je to ena izmed top vrednot. Komunikacija. In tukaj ne govoriš samo komunikacija z otroki, temveč tudi med sabo, verjetno. Ja, med sabo. Zdaj mi samo povej, če bi bila, in to vem, da je to hipotetično vprašanje, če bi bila recimo ministrica za šolstvo, Okej. in bi lahko spremenila sistem, ki ga zdaj res dobro poznaš po vseh izkušnjah, kaj so stvari, ki bi jih predlagala za izboljšavo tega sistema? Prvo, znižanje normativov. Znižanje normativov zato, ker je vedno več zahtev, vedno več pritiskov na to delo. Otroci imajo vedno večje tudi potrebe in zahteve, ravno tako tudi starši. In enostavno kot vzgojitelj in učitelj ne moreš biti toliko učinkovit, da bi se lahko individualno res vsakemu specifično posvetil, ne. Pričakovanja staršev so pa s te strani vedno večja. Tako da prvo kot prvo znižanje normativov. Potem ena od stvari je tudi ta, da je treba večjo podporo dati nam, strokovnim delavcem, ki smo v sistemu. To je z vidika tega, ko delaš ti z otroki, greš čez raznorazne izzive. To so lahko tudi zelo težke stvari. Odločitev, od smrti tako v družini otrok kot tudi samih otrok. Od nasilja in podobno. In mi kot strokovni delavci tukaj nimamo nobenega suporta. Koliko sam s sabo lahko se soočaš skozi te izzive.
Šli smo tudi, kot družina čez določene stvari, ker v bistvu sem tako jaz kot tudi moj partner pač iz teh vod in, pač ta zgodba ni moja osebna, ampak od partnerja, ko je šel res čez hudo preizkušnjo smrti otroka. In takrat, sistem ne poskrbi za tebe. In je to tudi hud pritisk na samo družino, ne samo na, tisto osebo, ampak kot, celo družino. In to so hude stvari, ko ti v bistvu v službi umre otrok. Ne. In takrat, ni dobil nobene podpore, koliko jo je imel od nas doma. In to so travme, ko te res zaznamujejo, in tudi samo družino. Ko se kriviš, pa v bistvu nisi kriv. In to ne traja 1 leto, ampak desetletja, ne. Tako da, to je tudi ena od, stvari, večja, podpora, strokovnim delavcem v takem sistemu. Ali pa recimo kaka nasilja, ko so recimo pač tudi lastne zgodbe, ko so starši recimo nasilni in daš prijavo in potem si deležen od groženj in vsega. Ko te dobesedno strah, potem, da vejo, kje si doma in podobno, ne. A vse v dobro otroka. Da zaščitiš otroka, no, to so take stvari, ko se velikokrat potem vprašaš, kaj je vredno, ne, ampak kot pravi pedagog vedno stopiš na stran otroka. In v korist otroka, ne. In se ne sprašuješ, kaj je posledica vsega tega, kaj prinese, ne. Tako da tule ni neke podpore sistema, ne. Tule bi mogli dati, večji poudarek. Zato se mi zdi toliko bolj pomembno, no, to, da, v sam sistem vnesemo tudi ta pomen dela na sebi. Da se nas bolj opolnomoči pri samem delu z otroki. Ker vseeno mi vzgajamo otroke, nove generacije, ne. In če ti nisi dosti trden in močen, kako boš vzgajal potem nove generacije otrok, ne. Tako da, to. In pa tudi, v sam šolski sistem bi uvedla tudi pomen, dela na sebi že od malega. Že v šolo. Ne. Ker vidim tudi, kakšne izzive imajo sami otroci, ne, s soočanjem, s sprejemanjem sebe, v teh medvrstniških, razmerjih, ne. Tako da tule se mi tudi zdi, zelo velika vrednost, no, in da bi se dalo zelo veliko narediti na tem področju še. Ker, sam šolski sistem bolj, temelji na tem znanju pa na vrednotenju tega, ne, na samo, delo, na, vzgoji, mlade dušice, pa ni takega poudarka, ne. Tako da tule se mi zdi, zelo velik del, no, da bi bilo treba narediti. Bravo. Mislim, tako kot te poslušam in, to zavedanje, kako zahteven je ta poklic oziroma to delo in dostikrat premalo cenjen,
sem spoznal tudi sam, ko sem bil že kar nekaj let nazaj povabljen v prvi razred, to so pač malo starejši že, pa še zmeraj dosti majhni otroci, ne, in da pomagam enemu fantu, ki je takrat imel selektivni mutizem z NLP tehnikami, ne. In jaz se spomnim, takrat sem preživel tisti dan v prvem razredu in jaz sem bil na koncu, mislim, to skozi nekaj sprašujejo, to je toliko energije, kaj imajo ti otroci, jaz sem bil crknen, ja, brez energije, torej meni je lažje en teden, 2 tedna učiti naše udeleženke na tečajih, ne, kot pa tam biti v razredu, tako da je energijsko to izjemno zahtevno, ne. In tudi izpopolnjujoče, res je lepo, tako kot si rekla sama, ne, ti otroci so, mislim, prav... Čiste dušice. Ja, čiste, mislim, toliko energije, ki imajo in tako, ko so radovedni, ne, in vsak bi nekaj hotel, tako da je neka energija posameznika, torej učitelja, vzgojiteljica, ne, izjemno pomembna, da ta tempo pa ta ritem lahko vzdrži, ne. Ja, mislim, premalo se zavedamo tega. Mogoče je bil en moment ključen, ko so se res starši zavedali vrednosti tega poklica in to je bila korona. Če se spomniš. Ja. Ko smo bili vsi zaprti, ko je bilo šolanje od doma, takrat veliko staršev, ko se je malo sistem sprostil, oziroma pač, ko so lahko šli nazaj v šole oziroma vrtce, ti jih je veliko reklo, svaka vam čast, komaj sem čakal, da se spet vse odpre. Ja, ne, pa imajo enega, dva recimo doma, pa jim je bilo težko kuhati, učiti, ne, vzgajati, in za vse poskrbeti, ne. Vi jih imate pa 24. Ja, mi jih imamo pa 24, recimo, ne, in vsak svoje potrebe, vsak svoje zahteve, ne. In tako, ko si tudi rekel, ja, da si bil užet, ne, lahko tle dodam še zgodbo. Eno obdobje smo tudi s partnerjem sodelovala, pa je prišel kdaj imeti kake vadbene urice k meni v vrtec, ne. In je tudi sam komentiral, da v tistih 45 minutah, ko je bil tam v skupini, pri meni, recimo, da kot da bi 2 dni delal v šoli, recimo, najmanjši so otroci, več zahtevajo od tebe, ne. Pa so ga zelo tako mu sledili in ga poslušali in ne. Ja, pa je bil tudi, recimo, tako, ampak vse čez čas se navadiš tudi tega, no. Tako da se spomnim tudi obdobja, ko sem hodila na fakulteto, ko smo imeli pol neki tudi del prakse, moja cimra, smo bile sošolke tudi, in ko smo prišle domov iz prakse, vsaka je v drugem vrtcu imela prakso, pridemo domov, pok, na poslu in smo 2 uri ja. Ko si sprejela to odločitev, zdaj pa jaz grem na neko svojo podjetniško pot, kako je to sprejela okolica? So rekli, bravo, čestitam, ne, zdaj boš postala podjetnica, kaj je bil kakšen strah, neodobravanje, kako je bilo? Ali podpora? Šok. Šok. Šok, o moj bog. Ja. Ja, šok, zato ker je bila to res nenadna odločitev. Jaz v bistvu nisem imela nič pripravljeno, tako da ko se je to zgodilo, vem, da 1 noč, 2 noči nisem zatisnila očesa, sem samo mlela, kaj, kako bom delala plane, vse, kako bo to šlo, če bom zmogla, ne, in podobno. Najprej sem se pač to, ko imaš ti enkrat družino, ni to samo tvoja odločitev, ne, ampak je to družinska odločitev, ne. Tako da pač rabiš podporo tudi doma. Sicer ni to taka podpora, da so vsi skakali od veselja, ne, ampak so me razumeli, zakaj in kako, in so me podpirali pri tej odločitvi. Ampak
recimo partner bi bil še vedno najbolj vesel, da grem nazaj v sistem, kjer je varno, kjer je za tebe poskrbljeno, ne, ker zdaj ni, moraš sam za sebe poskrbeti, so kar dosti velike razlike med prejšnjim sistemom in zdaj. Tako da okolica, ja, pa enim si tako svaka čast, ne. Zdaj, koliko je to iskreno ali ne, sicer jaz mislim, da ker mi je pomembno mnenje mojih bližnjih prijateljic, prijateljev, za druge pač mi ni toliko mar, in vem, da me podpirajo. Sodelavke so bile v šoku, čeprav z najbližjimi sodelavkami smo bile res zelo iskrene in so vedele, da se spogledujem s to idejo, da v bližnji prihodnosti pač želim ali iti oziroma želim nekaj več, ampak še vedno so do zadnjega niso verjele, da bom res to naredila. In ja, jim je bilo hudo, tako da je bilo odobravanje in šok, no. Ne morem reči neodobravanje, ampak kar šok za določene. Kaj pravzaprav zdaj počneš? Ko si šla na svojo pot, s čim se zdaj ukvarjaš, komu pomagaš? Pomagam pedagogom in širim to zavest, kako je pomembno delo na sebi, da zdržiš vse te pritiske in da je delo z otroki še kvalitetnejše. To in pa staršem pri vzgoji, to je moj cilj. Zdaj pa, ker je to res še dokaj sveže vse, se učim na novo podjetništva, ne. Spoznavam, kako ta sistem sploh deluje, čeprav s partnerjem imava že prej vzporedno sva delala tudi še delama en posel, ki se tudi tiče otrok, dela z otroki. Tako da mi ni toliko tuj, ampak vseeno sva to vzporedno počela poleg varnih služb. In je to čisto drugo. Ko zdaj, ko te varnosti pri enem več ni, ne. In če je prej sistem poskrbel recimo za mene, mi je določil, kdaj moram biti v službi, kdaj grem lahko iz službe, zdaj moram sama skrbeti za to, kdaj vstanem, ne. Kdaj vstaneš zdaj? Ob 6. Aha. Plus minuta, minus minuta, ampak nekako sem si rekla, okej, če ne bom imela nekega reda, se hitro izgubiš, ne. Tako da vidim, da moraš biti res discipliniran v tem sistemu podjetniškem, tako da imam sistem, da se zjutraj tam okrog 6. zbudim, se uredim od A do Ž in grem v kabinet delat. To je to. Dobro, pridejo kdaj kake stvari, ko je kaj izven, ampak načeloma grem vsak dan delat. Ker si bil prej v nekem sistemu navajen neke take discipline, prej ti je sistem dal, delo ti je poiskal, kaj so tvoje naloge in tako, in si to izvajal, zdaj moraš pač sam si poiskati delo, ne. Prej, v prejšnjem sistemu, recimo, si vsakega 10. dobil plačo, zdaj tega ni, ne. Zdaj moraš sam poskrbeti za to, da boš imel nekaj. Pač začetki so težki, to sem vedela in nisem šla z iluzijo v to. Prej recimo mi je bil važen neto, zdaj delaš za bruto, ne. In dobro, saj veš, kaj je neto pa bruto, ampak zdaj se bruta bolj zavedaš, ne. Tako da
in te davki in vse stvari, ki pač pridejo zraven. Ki jih ni tako malo v podjetništvu. Mislim, sploh ne moreš verjeti, koliko jih je. Ne? Ja. In v bistvu potem, koliko tebi na koncu stane. Ne? Mislim, in še to je en poudarek, zdaj, ko govorijo o podjetništvu. Mislim, to, kar ostane, nekdo, ki je podjetnik, tako ne da v žep, ker če želi, da podjetje raste, da rabi to vlagaš naprej. Tako, dati naprej, ker če ne jutri, niti ne ve, kaj lahko dela. Tako da je ta podjetniška pot pač mislim, začetki je zanimiva in je težka. Mislim, dati neko svobodo v tem smislu, da si sam kreiraš svoj dan, ampak če nisi discipliniran, se lahko tle hitro zgubiš. Ne? In te lahko hitro odnese. Potem pridejo momenti, ko ti ne gre vse po planih, ne? In ti pade malo motivacija, volja in moraš biti tukaj močen, da se znaš pobrati. Ne? In če sem prej govorila o delu na sebi, je zdaj to še toliko večjega pomena. In tle se tudi vidi, koliko je potrebno res delati na sebi, da zdržiš vse to. Ne? Tako da to, pa kaj bi še res rada izpostavila, je to, da ne vem, ali imam sama tako srečo, ampak jaz sem tako hvaležna ljudem, ki sem jih v teh dobrih pol leta zdaj spoznala, ene čist na novo, ki jih prej nisem poznala, in v bistvu to so pač tudi podjetniki in nikoli si nisem predstavljala tega, da kak support je to. Sem deležna ful enih informacij, veliko te jih podpira, ti želijo pomagati, da uspeš in ti dajo nasvete, in res za te osebe, ko so zraven mene, sem res neizmerno hvaležna. No, ne vem, od kod sem si jih preklicala, ampak resno. Lahko, da sem, ne vem, trenutno v takem moodu, ampak res vidim, kako podjetniki dihajo skupno, kako so pripravljeni pomagati, da nekomu uspe. Tega prej nisem bila vajena v prejšnjem sistemu. Ne? Tako da res hvaležna za vsega. Bravo. Tudi seveda za tebe, Aleksander, in za tvojo mastermind skupino, no, tudi ta 5-tier program, v katerem je glih, evo, ko nalašč prišel v pravem času. No. Tako da tudi v skupini, kjer smo, se zelo povezujemo, si zelo pomagamo in zdaj, ko se osamosvajamo, bi lahko temu rekla tako, še vedno se povezujemo med sabo, no, in pač tudi delamo na skupnih dogodkih in tako. Res imam zelo lepe izkušnje, no. Tako da že ko ti pride ona žuta minuta, rečemo, ne, pa ko bi rekel ali pa ko se začne spraševati, sem se odločila prav, že zaradi teh ljudi, ne moreš verjeti, puške v koruzo, no. Vedno se na vse okrog mene spomnim, ki me podpirajo, ki mi pomagajo, da že zaradi njih vztrajaš. Ja. Bravo. Kako te lahko ljudje najdejo? www.glowmind.si, pa na Facebooku me lahko spremljajo, Janja Kelhar, Instagram, tako da. Ja. Vem, da tudi predavaš po šolah in vrtcih, torej pomagaš, si rekla sama prej, pedagogom, da so še bolj učinkoviti pri delu.
To je ena stvar, ki jo počneš, vem, da podpiraš starše in tudi otroke. Ne? Kako vidiš sebe v prihodnosti? Zaenkrat vidim sebe v tem, kar že zdaj trenutno počnem. To mi je zdaj dosti velik izziv in se mi zdi, da je tule zelo veliko dela za narediti. Kam me bo pripeljal jutri, čez 1 leto, čez 5 let, ne vem. Vse prepuščam flowu. Wow. Da daš nekaj konkretnih nasvetov. Kaj bi rekel nekomu, ki izgoreva in ne naredi nekega koraka, da bo naredil neko spremembo v svojem življenju? Zdaj tako, ne. Lahko sem zdaj zelo pametna, ne. Pa bi rekla, naj se prej ustavi, naj se začne prej poslušati. Ampak vprašanje, če tak človek to sliši, ne. Ker tudi meni so določeni ljudje takrat v tistem obdobju opozarjali na to. Pa jih nisem ne slišala. Mislim, slišala sem, ampak sem si rekla, saj pač za delati je, to je treba narediti in pač ne jemlješ to tako resno, ne. Jaz rečem, vedno ti življenje prinese neke izzive na pot in iz teh trenutkov, ko so ti res težki, iz tega potem rasteš. Torej, in to je neko vprašanje, ko rečem dostikrat in ljudje tega niti ne razumejo, da mi lahko vztrajamo, ne, da se nekdo spremeni. Če ta oseba ne reče, jaz bom to naredila, ne, pač je to včasih prav misija nemogoče, ne, ali pa ogromno energije, da se ta oseba sploh malo ne, premakne naprej. Ne. Torej, ko je učenec pripravljen, itak bo prišel učitelj. Tako, ja. Ne. Že sebe je težko spremeniti, ne, oziroma spreminjati, ker se celo življenje spreminjaš, delo na sebi ni, ne vem, projekt za 1 leto, ne, ampak je to doživljenjsko delo, ne, nikoli konca, ne. Vem, koliko je tule treba res truda in angažmaja, da se začnejo stvari pri sebi spreminjati. Kaj šele, da bi drugega spreminjal, še sploh, če tega ne želi, ne. Včasih sem si tudi rekla, ja, se mora spremeniti, pa on, da bom jaz pol boljše, ne, ampak ne. Sebe moraš spreminjati, to je v prvi vrsti sebe, svoj pogled na vse okrog, pa ti je potem veliko lažje, ne, čez življenje. Pri nas je bila na različnih delavnicah, torej coach, hipnoza, NLP. Vse. Ja, kateri tečaj misliš, da je ljudem najbolj služi, pomaga pri izgorelosti? Če smo to izpostavili na začetku. Če gledam skozi sebe, ne morem izpostaviti enega, res ne. Zato ker nevrolingvistika in hipnoza in coaching pač tam se učimo postavljati dobra vprašanja, to je tako prepleteno eno z drugim, da težko bi izpostavila zdaj eno delavnico oziroma izobraževanje pri tebi, katero je tisto pač eno z drugim. Vse se mi zdi pomembno, no. Deva neko zaključno misel za starše. Začnite spreminjati svoj notranji svet in lažje boste šli čez neke vzgojne izzive s svojimi otroki. Lažje bojo starši postavljali tudi meje in jih držati, ne. Ker ko si sam dosti močen, da zdržiš te pritiske, ki ti jih otrok na poti postavlja, lažje je potem tudi za otroka, no. Ker v bistvu mi
ali starši ali pedagogi ne vzgajamo z besedami, ampak vzgajamo s tem, kdo smo mi. Bravo. Ne? Res se zavedam tega, koliko je pomembno, da osebnostno rastemo, da čustveno zoriš, da ne ostaneš na nivoju najstnika. Ja. To bi sporočila staršem. Delo na sebi. Bravo. Janja, hvala lepa za ta obisk. Hvala tebi za povabilo. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni na naše delavnice, da dobite znanja, ki jih imajo gostje znotraj naših vsebine. Eno pomembno prošnjo imam za vas. Naročite se na naš kanal. Kliknite subscribe oziroma naroči se. Ko se vas vsebina dotakne, komentirajte, napišite nam, to je dobra vsebina, to bi rada še več slišala. Kajti s tem nam pomagate, da povabimo goste, ki vam dajejo vsebine, ki vam pomagajo spremeniti življenje na bolje.